Pozdravljeni! Kot napovedano, so pri ekipi Haas predstavili barvno shemo novega bolida. In tako so se uradno začele predstavitve bolidov za sezono 2023. Poglejmo si skupaj, kaj je novega. Verjetno se vsi skupaj strinjamo, da pri ekipi Haas nam venomer prikažejo barvno shemo na uradni predstavitvi in šele kasneje, na začetku zimskih testiranj, lahko vidimo pravi bolid. Letos je treba poudariti, da so predstavitev barvne sheme lepo označili in dvomim, da bo kdo izmed drugih avtorjev to dejstvo dobesedno spregledal. A tudi predstavitev barvne sheme zna biti zanimiva, saj večina navdušencev Formule 1 se res na žalost ustavi samo pri barvi določenega bolida. A videli bomo še kar nekaj zanimivosti v prihajajočih minutah. A najprej je treba povedati, da kar so nam pokazali pri ekipi Haas, ni nič drugega kot render. Računalniška simulacija bolida, ki v resnici lahko sploh še ne obstaja. Kako lahko to trdim s tako gotovostjo? Ne zaradi samega ozadja, ki ga vidimo na fotografiji, ampak zaradi podrobnosti. Namreč, če smo natančni in pogledamo povečavo zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, bomo videli, da končnih plošč ni. Vsaj ne v tej povečavi, ker jih je nekdo seveda pozabil narediti. In tudi tu vidimo, kako v svetu Formule 1 lahko takoj se pokaže nekaj, kar v resnici sploh ni. A vidimo lahko na barvni shemi novega glavnega pokrovitelja, ki je v bistvu že četrti glavni pokrovitelj ekipe Haas. Kako četrti? Namreč Jim Haas je primarno lastnik velikega proizvajalca CNC strojev. In ta proizvajalec nosi ime Haas, dobro ste razumeli. In pravzaprav v tistih letih, ko nimajo nekega glavnega poimenskega pokrovitelja, je Jim Haas tisti, ki izkoristi to priložnost. Videli smo do sedaj, da z ostalimi glavnimi pokrovitelji pri ekipi Haas niso imeli kakšne velike sreče. A če si pogledamo, kaj je bilo v preteklosti, bomo kaj hitro opazili, da iz sezone v sezono so pri ekipi Haas radikalno spreminjali barvno shemo. Čeprav vemo, da bolidi ekipe Haas so povečinoma črni, beli in rdeči, bi sam dodal, da meni je bila najbolj pri srcu tista klasična barvna shema iz sezone 2017, ker je prevladovala tudi siva barva, ki je nato izginila. A treba je priznati, tista barvna kombinacija je bila izjemno slabo vidna. In verjetno tudi zaradi tega so pri ekipi Haas se radikalno odločili iti v drugo smer. Ne smemo mimo dveh, tudi malce kontroverznih barvnih shem. Tisto pri seveda znani zgodbi z Rich Energy, ki je spominjala na znanega tobačnega pokrovitelja, naprimer ekipe Lotus v 70. in 80. letih. In seveda ne smemo mimo tistega, kar smo videli v sezoni 2021, kjer pravzaprav so nam pri ekipi Haas pokazali, kako se lahko prinese v svetovno prvenstvo Formule 1 rusko zastavo, čeprav je bilo to prepovedano. In da ne bo pomot, takrat to ni bilo sporno. In še zanimivost.
ukolikor se spomnite predstavitve lanske barvne sheme ekipe Haas. Analiza je na bližnjici tu zgoraj. Tudi takrat je bil bolid ekipe Haas lepo obarvan v tiste znane barve in ruski pokrovitelj se je lepo kazal na pokrovu pogonskega sklopa. Ker takrat še ni prišlo do napada na Ukrajino in ruski pokrovitelji ter ruski denar dobesedno ni smrdel. A poglejmo sedaj malce od bliže, kaj so nam pripravili pri ekipi Haas. V bistvu bi lahko dejali, da rdeča barva je omejena samo na prednji in zadnji aerodinamični stabilizator. V bistvu, kar je rdečega, vidimo samo od spredaj. Če bolid pogledamo naprimer iz bočne strani, bomo videli, da je črno-bel, kar me res spominja na tisto, kar sem omenil pri barvni shemi iz sezone 2017. Meni osebno kot rešitev je izjemno elegantna, čeprav verjetno ne bo toliko izstopala. Treba je poudariti, da monogram, ki bo tudi poimenski pokrovitelj, kot sem že omenil, se pojavlja tako na tistih rdečih površinah, kot seveda na boku pokrova pogonskega sklopa, ampak v drugačni barvni kombinaciji. Zanimivo je še neko dejstvo, da imamo še kar nekaj manjših pokroviteljev, ampak ne toliko, kot jih vidimo pri ostalih ekipah v Formuli 1. Izgleda, da pri ekipi Haas so seveda izkoristili to priložnost, so prvi predstavili svoj bolid, samo zato, da bi dosegli neko vidnost. In bodimo iskreni, ko je odbila 3. ura popoldne po srednjem evropskem času, so objavili 5 renderjev. Nobene predstavitve v videu, nobene svečane priložnosti, ki bi jo lahko pripravili, le objava fotografij in verjamem, da vsi mi, ki se ukvarjamo s Formulo 1, smo planili nanje. A za pravi bolid, kot sem vam povedal, bo treba počakati verjetno do jutra pred začetkom zimskih testiranj. In takrat bo seveda sledila ona prava tehnična analiza. Za danes pa upam, da bo to dovolj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.